Na kakšen način Mariborčani sploh pridobivamo vodo, kje jo dobimo? Mariborčani večino vode dobimo na črpališču Vrbanski plato, kjer je trenutno 15 črpališč. Ni pa to edino črpališče, ki ga ima mariborski vodovod. Imamo črpališča še v Betnavi, naprimer, in pa potem tudi v drugih občinah, naprimer Selnica ob Dravi, Ruša in tako dalje. Kje smo ljudje najbolj potratni, zakaj največkrat porabimo vodo? Ja, pitna voda se ne uporablja samo za pitje, prehranske namene, pač pa je žalostno, se uporablja tudi naprimer za splaknjevanje stranišč. In tukaj bi bilo fino razmisliti, v kakšnem reciklaži te vode. Tudi naprimer za pranje, pralnem stroju se uporablja pitna voda. In tukaj smo, kar se tega tiče, je Slovenija nasplošno zelo potratna. Omenili ste učno pot. Zakaj boste začeli pri mladih? Veste kaj, to je najbolj, bo rekla, hvaležna populacija. Te mlade ljudi, torej se pravi šolsko mladino, ko te naučiš, znajo za celo življenje. Njihovo življenje je še dolgo, naše seveda tudi, ampak praviloma vedno začnemo pri mladi populaciji. Torej učna pot, to pravzaprav formalno še ni postavljeno, ampak kakorkoli se začne pač pri obznožju piramide, z otroci gremo potem lepo počasi na vrh piramide, vmes se pogovarjamo o vodi, o kvaliteti vode, o pomenu vode, o varčevanju z vodo, potem o uporabi tudi deževnice, ne nazadnje, in potem na vrhu piramide se pač skupini pojasni ves ta vodni sistem, meteorologija, in potem gremo skupaj do vodarne na Vrbanskem platoju, kjer pač potem prevzame svojo vlogo Mariborski vodovod. Prav tako pa je na tej lokaciji mobilni laboratorij Zavoda za zdravstveno varstvo in pa Kmetijskega zavoda, ki na preprost način prezentirajo, kako lahko ugotavljaš, bom rekla, kvaliteto pitne vode in pa kako v bistvu kmetovanje, se pravi uporaba teh sredstev negativno vpliva na kvaliteto vode.